mi je všeč. Glejte, se bom še tamle. Wow, meni je prav dober. Tukaj sem že bil, ampak ker nisem vedel, da je to ta prav kraj. Tukaj je še ena razgledna točka. Vsega lepega je enkrat konec. Tudi mojega dopusta. Tole je zadnjo javljanje iz Knina. Sem tukaj v centru. Spet sem bil v onem lokalčku, kjer sem montiral video. In ura je že 1 popoldne, ampak ta video sem preprosto mogel zmontirati, da bo danes večer objavljen. No, jaz se pa zdaj počasi odpravljam domov. Bom na poti še par zanimivih stvari šel pogledati, saj mislim, da so. Grem po eni poti, ki še nikoli nisem pelal, tako da se veselim. Pač konc je, ampak tale zadnji dan bom probal še maksimalno izkoristiti. Tako da glejte do konca, drugače pa mi je kar malo težko tukaj iz Knina jeti. Prav dobro sem se počutil. To je prva točka, ki sem jo hotel danes videti. Pravoslavni samostan Očestovo. Jaz upam, da je kaj odprto, da bom lahko noter prišel v to cerkvico samostan, ali kako se temu reče, da malo vidim. Drugače pa vroče je. Avto mi kaže 36-37 stopinj. Tukaj je zaprto, se pa vidi majčkeno noter, no. Čakajte, grem še s tele strani. Tle so ena vrata, sicer te so mi bolj stranske izgledale, da vidimo, če bi to slučajno bilo odprto, ampak imam občutek, da ni. A pa je. Super. No, jaz si zmeraj rad pogledam takele zadeve, ker me zanimajo, pa tudi te verski objekti so tako zgrajeni, da se človek dobro not počuti, tudi prav prijetno, hladno je. Sem prav vesel, da je odprto. Evo, spet taki malo vprašljivi mostovi. Ta je še celo zelo ozek. No, samo je išvelarim. Lejte, tole je pa reka Zrmanja. Jaz iščem, kaj je prijetno hladno. Jaz iščem izvir. In table kažejo drugač, Google kaže drugač. Tako da moram tole nekaj ukreniti. Tamle je bila tabla, kjer je pisalo Vrelo Zrmanje. Zdaj pa ne vem, a vrelo pomeni izvir ali ne pomeni. Jaz sem zmeraj mislil, da ja. Samo tole siguren ni, zato ker sem šel gor višje in sem videl ono široko Zrmanjo. Sta pa tamle en gospod pa gospa, pa bom jaz to vprašal. Lejte, tle en partizanski spomenik. Lejte, tle pa dejansko je to mogoče en od izvirov Zrmanje. Tamle nekje iz skal ven pride. To ima zdaj en plac za piknike zgleda. Vse lepo, fino, prijetno, hladno. Ampak tole potem po mojem gre verjeten v Zrmanjo. Grem zdaj povprašati to na L2. Tukaj sem že bil, ampak ker nisem vedel, da je to ta prav kraj, sem obrnil. In potem ste videli tistega gospoda pa gospod sem vprašal, kje je izvir Zrmanje, in sta mi povedala, da moram tle parkirati in potem iti naprej ene 500 metrov peš in da je najprej letni izvir, potem pa še zimski izvir. Tako da jaz grem tole pogledati, bom šel do zimskega. Zimski je zdaj presušen. Ampak glih zato po mojem je še bolj zanimivo. Sem pa mogel spet merelke obuti, sem že mislil, da je konc tega, pa sem jih spet mogel. Tle pa že reko slišimo. Zanimivo, čist popolnoma na samem
pravoslavno pokopališče. To vem po telih križih, pa tudi, lejte, tukaj Bogulovič Sava. Malo sem narobe prebral, ampak ne zato. Jaz pa še naprej tle ob reki Zrmani do izvira. Tukaj je prav prijetno hoditi, hlad, ker je senca, pa od same reke, ker je bila, ne vem, zelenc ali pa kača, po mojem bil, ali pa martinček. Jaz še kar hodam, čeprav sta mi gospa pa gospod rekla, da je 500 metrov, jaz mislim, da sem že kilometer prehodil. Aha, tole bo. Tole je ta letni izvir. Wow. Ser je možak rekel, da ni nič posebenega, so mene tole ful zanimivo. Še gor na ta jaz moram pridati. Wow, mene je prav dober. Je pa malo več kot 500 metrov, ampak se je lušno sprehoditi. Ja, glejte, tole je izvir reke Zrmanje, letni. Bom videl, če se da še do zimskega gor prideti. Menda, da je suha struga. Gremo najprej tjale gor. Da vidimo, kje bomo tu prišli. In tle gre pot naprej, verjetem, da tle, lejte, tu pa orang tak jaz. A ja, ne, lejte, to še ni izvir. Ker tle še vidim vodo, da teče. Se ne vem, aj to jaz ali kaj. Tle voda še teče, tako da zdaj ne vem. A je to ta letni izvir ali ni? Ampak nobene ve, zanima. Jaz grem naprej, ker me itak to ful zanima. Tole mi je čedalje bolj všeč. Poglejte, kako lepa potka. Lep razgled. Tole tam prej v delec se je videlo kot en tak lijak in je nekako logično, da je tukaj neki izvir, tako da gremo naprej. Zdaj sem se malo dvignil, sem mislil, sem mogoče že narobe naredil, ker tam je bila še ena pot, kjer je šla dol k reki. Jaz sem šel pa gor, ampak zdaj pa vidim, da tukaj je tudi reka dol in tukaj je pač en tak zavoj, ki ga naredi. Dajte, drugače pa tamle noter mora biti izvir, ne mora biti nikjer drugje. Pa zgleda, da ne drži, ker je ta gospod tam rekel, da pač polet presuši in da je struga prazna, pač ni vedel, niti približno ne mislim, da bi se mi zlagal, ker sta bila zelo prijazna, gospod pa gospa. Smo se več kot pol ure pogovarjali. Človek je bil, nisem ga točno vprašal, v aviaciji delal na letališču Zemunik pri Zadru, pa ne vem, je bil pilot ali kaj drugega. Ne vem, zakaj ga nisem vprašal, no. Planinca sta in tako zelo super osebi. Tako da, če greste kam takole, naj vam ne bo nerodno koga vprašati, kaj, ker veliko zveš, ne. Tudi kaj, jaz če bi tole sam tle iskal, ne, se ne bi nič točno vedel. Tako sta mi pa vse super zložila, tako da sprašujte, ker jaz v Bosni kdaj kaj vprašam, čeprav vem odgovor. Zato, ker vem, da bo neka debata, novo prijateljstvo in tako naprej. Tako da to svetujem tudi vam. Tole pa najbrž bo ta čisto originalen izvir, kjer začne, ker tlele pa že je presušen, čeprav sem tamle 10 metrov nazaj, vidim vodo. Aha, lejte. Tukaj iz telih špran ven pride reka in lejte, vidite, koliko je
včasih voda visoka, se pač to po kamnih vidi. Lejte, tukaj pa zdaj izvira po malem. Tle moram kaj tam vsem paziti, če kje drsi. Tako da tole izvir reke Zrmanje. Ne bom rekel, da je nekaj fascinantnega, ampak siguren pa je to zanimivo videti. Reka Zrmanje je tudi meni osebno ena najlepših rek na Hrvaški. Poleg Krupe, Krke, Cetine, to so vse fenomenalne reke. Bo kdo rekel, se imamo tudi pri nas ful lepih rek. Res jih imamo, ampak veste, ko mi je na teh hrvaških všeč, ker so bolj tople in se po letu komot kopaš v njih. Dobro, tlele na izviru je verjeten ful hladna, ampak pol 20 km dol je pa to že ful, je pa ravno prav topla, ne. Sem se že kopal v Zrmanji, kopal sem se v Krupi, Cetinja je ful super, jaz sem se pri Omišu kopal, tako da te reke, ki sem vam jih naštel, so res super. Nič, to je to, zdaj grem pa kar počas nazaj. Zdaj gremo pa še pogledat izvir reke Une. To je zanimivo na teh področjih, koliko rek izvira, ne. Zdaj tole od izvira reka Zrmanje sem se vozil sam 20 minut, evo pa sem že pri izviru reke Une. Je pa mende 500 metrov za pešjati in pridemo do nje. Tole je tabla, kakor mi tle zgleda, se bom kar dvignil za dobrih 50 metrov in to greš tukile, ajte še 15 minut. Problem je, ker sem v japonkah, se pravi v papučah, ampak bo že šlo nekako. Mal se pa zadihaš, no ni sile. Malo me še od včeraj noge bolijo, to je problem. Prej smo se šli gor, evo, zdaj smo šli dol in zdaj smo pa prišli tle čist do izvira. Koliko blizu se da priti, bomo videli. Glejte, tukaj imajo fine klopce za sedeti, tako da je tukaj prijetno hladno, ker drugače več kot 35 stopinj, ne. In tle pa seveda, ki izvira voda, je hladno, in lejte tole, ful lepo, lejte, ful lepo. Se pravi, z tega bazenčka izvira, lejte, kakšna lepa plava barva. Wow, mi je všeč, mi je všeč, mi je všeč. Lejte, se bom še tamle sprehodil, da vam povem, koliko je mrzla, po mojem ful. A tudi vidite, nizka nivo je, ker vidite, tukaj je bila še kakšen mesec nazaj siguren voda. Evo, jaz grem pa malo noter stopiti. Moram paziti, če to kaj drsi. Veste, to je to. Ja, ko sem nastopil, ni tako mrzla. Sam to ne moreš vedeti. Bi rekel, da je izvir Cetinje bolj mrzlo. Ja, čeprav tudi zdaj me tlele malo že. Ja, če bi zdaj rekel še 2 minute zastavo, ne bi šlo. Oziroma, tudi odvisno za kakšen denar. Lepo je in se tole splača pogledati. Stopnina je manj kot 3 evre, tako da jaz mislim, da je to vredno. Tukaj je še ena razgledna točka. Že tam na gor 30 metrov je izvir, tle en majhen slapek. Tukaj se pa pride. Tako da to je bila zadnja točka, ki sem mu danes planirano, kakor sem vam rekel, 3 stvari. Ura je tudi že 5. Jaz imam do doma kar po mojem 4 urce, saj če ne več. Mojem celo več. Tako da itak nimam kaj drugega, kaj proti domu.
Če bi slučajno med potjo videl kaj zanimivega, se bom seveda ustavil. Če pa ne, pa direktno domov. Evo, po ene slabih 3 urah sem prispel na carino. Tle že na pol urce čakam. Tako da zdaj sam še prečkam reko Kolpo, tle Hrvati malo zadržujejo. Potem pa še urco, pa sem doma. Tako da bom zdaj naredil zaključek, ki je še dan, da kamera normalno posname. Glejte, vrhunsko je to bilo, če niste vseh videov pogledali, ta je 8, si jih poglejte še 7 nazaj. Pa glejte, jutri ob 9 bom naredil live na to temo, kako sem se imel na tem potovanju, kjer me boste lahko v živo spraševali. Se bomo malo o tem pogovarjali, te live so zmeraj zanimivi, tako da pridite. Jutri, točno ob 21. uri, če pa pogledate malo moj YouTube profil, boste pa itak videli, da si tam že lahko opomnik nastavite. Tako da vsem najlepša hvala, ki ste me sledili to moje potovanje, pa upajmo, da spet grem čim prej kam in da bojo videi še bolj zanimivi. Nekaj je že v planu, ampak čisto točno še ne vem kdaj, pa tudi če sigurno, ampak eni plani so. Nič, še enkrat hvala, pa mejte se.